Ta dogodek je zastavljen kot neko praznovanje 8. marca, ne na 8. marec, zaradi tega, ker se mi zdi, da se zelo pogosto zgodi, da je 8. marca ali pa večer pred tem nešteto dogodkov, na katere ne moramo iti. Ene teme so pa zelo relevantne vsak dan in tekom celega leta, in zato danes govorimo o feminizmih in antifeminizmih. Z mano pa so tri odlične gostje in gosti, in sicer najprej zraven mene Vesna Lipovnik, pesnica, aktivistka, mlada raziskovalka na ZRC SAZU in branjevka. Zraven je Vlado Kotnik, antropologinja, sociologinja, filozofinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem, in še Roman Kuhar, sociolog, predavatelj in raziskovalec na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete. Hvala vsem za čas. Govorili pa bomo tako iz akademskih izkušenj, osebnih uvidov, vsi imajo s področjem pestre izkušnje in mnogo zapovedati, na koncu pa bo seveda tudi prostor za vaša vprašanja. Tako da, če vas bo karkoli zanimalo, si dajte prosim zapomniti, pa bomo potem na koncu odprli. Jaz bi v bistvu kar začel z nečim, lahko rečemo, da čisto preprostim, in sicer osebno imam kar rad to definicijo feminizma, citiram: feminizem je radikalno prepričanje, da so ženske ljudje, od Murray Shear. Zanima me, kako se ve opredeljujete do te definicije feminizma. Kaj manjka, kaj dodajate, kaj pravite? Ja, hvala, Lin, najprej za povabilo. Feminizem je radikalno prepričanje, da so ženske ljudje. No, jaz bi k temu dodala, feminizem je radikalno prepričanje, da so tudi ne ljudje ženske. To bi bil recimo nek moj ključni dodatek. Na nek način se mi zdi, da ta citat že sam napeljuje ravno na to povezavo, ki sem jo skušala dopolniti, se pravi, to je na to, na kak način se je torej umeščanje v naravo in animalizacija uporabljala v kontekstu torej opredeljevanja žensk in drugih manjšin, v opredeljevanju rase, in tukaj se mi zdi, da je tudi ta neka skupna točka. Zdaj sem recimo imela pred kratkim to neko prvo izkušnjo, pa če sem mlada raziskovalka, in sem imela neko prvo izkušnjo urejanja nekega tematskega bloka. Jaz se bolj ukvarjam recimo z človeško-živalskimi odnosi, in kar me recimo zanimalo je bilo ravno to, in kar se mi zdi tudi nujno pač v svetu, v katerem trenutno živimo, torej misliti raznovrstna zatiranja skupaj, če želimo misliti pač nek skupni svet, ki bo boljši od tega, ki ga imamo trenutno na voljo. In nekako sem se odločila v uvodniku odpreti ta tematski blok v reviji Anthropos, naslovljen Animal Disentangled or Towards a New Form of Civilization. Pravzaprav s tem, na kak način sem se sama srečala z veganstvom. To je bilo v srednji šoli, sem živela v Mariboru, obiskovala drugo gimnazijo. Takrat je deloval Kino Udarnik in so imeli pač, to je bilo še tisto zadnje obdobje, ko so imeli tudi neke fajn projekcije, in spomnim se enega filma, dokumentarca, Unza teglih brod. V bistvu gre za dokumentarec o pridelavi hrane, se pravi čisto preproste scene, nobenega voice-overja, nobene glasbe, samo scene pridelave hrane. In jaz sem takrat že bila vegetarijanka in pač že gledala ta film, in potem pride do enega prizora umetne oploditve krave. In meni je bil pač tisti prizor izjemno neznosen, no. Pač kaj se mi je nekako takoj zgodilo, da se mi je vzpostavila povezava z posilstvom. In pač jaz nisem potem do konca gledala tega filma, ampak to je bil nekako eden izmed teh
recimo nekih takih ključnih dogodkov, ki ti potem zbudijo neko razmišljanje na to temo in potem recimo kmalu po tistem sem jaz potem iz vegetarijanstva prišla na veganstvo, ne, seveda pač, ker se mi je zdaj recimo nekako neznosen ta občutek, da jaz v bistvu sodelujem v nečem takem, kot je posilstvo, kar je bilo v bistvu čisto neko feministično izhodišče pravzaprav, ali lahko bi rekla tudi recimo ekofeministično izhodišče. In ja, to bi bilo nekako to. Ja, dober večer še v mojem imenu. Skratka, ja, tale opredelitev, zdajle pač razmišljam, ne, da deluje radikalno samo kot izjava, ne, kot če bi rekli v smislu Foucaultjevskega razumevanja izjave kot dogodka, ne, ki zareže, radikalno deluje, ker zareže v kontinuiteto, ne, nečesa, kar pa ni nič radikalnega, ker je kontinuiteta, zgodovinska kontinuiteta, ne, ki so jo že številni pred nami opredelili na različne načine, ne, torej moški kot ne samo metafora človeka, ampak standard, norma za človeka, ne, tudi v gramatikalnem smislu, ne nazadnje, ne, v lingvističnem smislu, ne, v številnih jezikih, ženska pa kot oseba, kot oseba, ne, določenega spola, ne. Tako da, torej, ta definicija v resnici dobro, torej, izzove to, ne, to zelo trdovratno pravzaprav razmerje med moškim pa žensko, ne. Ne govorim moškostjo pa ženskostjo, ne, in skratka, ja, zanimivo je, da mora nekdo povedati eno tako izjavo, da bi delovala tako diskontinuitetno, ne, da bi se uvedli, torej skonstruiranosti te dolgotrajne kontinuitete razmerij med moškimi pa ženskami, ne. Dober večer, sem probal, da ne bom polil, pa očitno sem. Hvala lepa za povabilo. V smislu tega 8. marec vsak dan, torej tudi 12. marca. Jaz sem bil interpeliran v feminizem, ki ga ta definicija definira kot feminizem, v zelo binarni feminizem. Preko tega takrat, ko se je to zgodilo, in to je bilo v začetku 90-ih, kaj zelo nismo razmišljali, tako da v tem smislu te definicije ne razumem niti kot radikalne, razumem jo kot zelo jasno definicijo, ki pokaže, da je feminizem prekinitev neke samoumevnosti androcentrične patriarhalne kulture, in na ta način sem tudi sam feminizem sprva razumel. Potem je bil pa ta feminizem na nek način je dobival širše pomene, širše nove tematike, in vedno se mi je zdel kot oznaka za progresivne, vključujoče politike, ki se ne tičejo nujno samo vprašanja spola, ampak predvsem spolna usmerjenost je bila seveda tista prva, ki je intersekcijsko, bi danes rekel, vstopila na to polje. In zdaj zame je feminizem, predvsem pa feministke v akademskem prostoru so bile tiste, ki so mi odpirale vrata. Feminizem je bil tisti, ki je odpiral vrata za LGBT študije, zaradi tega, ker so bile te tematike tako 2-3 korake pred feminizmom. Feminizem je bil prvi, ki je nekako izbojeval ali pa preplezal čez to visoko ograjo, ki je bila v osnovi androcentrična ograja, se je pa seveda oblačila v zelo akademska oblačila na univerzi. In skozi to, da je feminizmu to uspelo, so potem čez to ograjo, oziroma lahko bi rekel ne čez to ograjo, ampak skozi vrata, zaradi tega, ker je bil ta prehod lažji, mogoče vstopale še druge tematike. In vse te tematike na nek način se mi zdi, da jih feminizem povezuje in da
sam feminizma ne razumem, oziroma v trenutku, ko feminizem izključuje nekoga drugega, nekaj drugega se mi ne zdi več feminizem. Hvala. V bistvu ste že v uvodnem vprašanju odgovorili delno na to, ampak bi vas povabil še malo bolj specifično, da z nami delite, kdo, kje, kako ste bili najprej, ali pa seveda je to večplastno in dolgoletni proces, ampak kdo vas je inspiriral, kdo vam je odpiral oči za feminizme, kje ste se učili in hkrati, a je to bilo kar takoj razodetje, ali je bilo tudi nekaj defenzive na osnovi pač tega, kaj smo priučeni, če lahko malo ta proces delite z nami in akademsko osebno z vseh vidikov. Roman, če lahko ti začneš, prosim. Ok, jaz se spomnim predavanja pri profesorici Maci Jogan, ki je bila ena od teh oseb, kasneje pa sicer verjetno še bolj profesorica Tanja Renar, pa Vlasta Jalušič na Mirovnem inštitutu in na nek način tudi Milica Antič-Gaber, ki je bila moja učiteljica v srednji šoli. Skratka, nekako sem imel privilegij, da sem odraščal v takem okolju in da sem bil verjetno seveda predvsem ne zaradi svojega spola, bolj zaradi svoje spolne usmerjenosti nekako vzet pod to okrilje. In v tem smislu ta feminizem razumem širše. Ampak spomnim se sredi 90-ih je to moralo biti predavanja pri profesorici Maci Jogan, sociologija spola, bržkone ali pa kakšen tak predmet, kjer je ona razlagala, kjer smo se skratka pogovarjali o teh tematikah, o feminističnih teorijah, ampak vem, da je enkrat razlagala, da je neka raziskava pokazala, da so bile kuhinje v nekem obdobju strateško narejene na ta način, da so se ženske, skratka, da so bile neprilagojene, pravzaprav unfriendly, ali kako bili tem, friendly, user unfriendly, ne bi danes temu rekel, ne, da so bile te omare visoko in tako naprej. Ne. In interpretacija je šla v smer tega, da je to pač posledica te patriarhalne androcentrične kulture in spomnim se, da smo takrat cel razred in rekel, to je pa too much, ne. Mislim, vse je v redu, ne, enakopravnost verjetno, vprašanje, če smo takrat ločili enakopravnost in enakost, nažalost ugotavljam, da še danes je razlika med tem nejasna in da je enakost izenačena z istostjo in tako naprej, tudi v politične namene, ampak verjetno bomo o tem kaj kasneje. No, ampak to recimo, če me vprašaš, a je bil kdaj kakšen upor, ne, prav te omarice v kuhinji so se, tako spomnim se tega, da smo imeli celo razpravo, a je to res drži ali pa to mehen too much. Ne. Drugače pa je bila tematika, skozi katero je so ta LGBT vprašanja pri meni, mislim, skozi katera so bila ta vprašanja lahko v tistem času naslovljena, ker še niso smela biti poimenovana, toleranca. Takrat je bil koncept tolerance skoraj da sinonim za to, da si govoril o strpnosti do seksualnih manjšin, recimo. Medtem ko torej smo že imeli predmete sociologija spola verjetno in tako naprej, LGBT študije, to, kar zdaj sicer obstaja na univerzi, pa absolutno ne, in v bistvu je bil okvir, znotraj katerega je bilo možno o tem govoriti, seveda najširši feminizem, znotraj tega pa vprašanje tolerance, recimo. Ne vem, če sem zdaj odgovoril na vprašanje. V srednji šoli, kaj pa jaz vem? Mislim, okrog mene so bile vedne feministke. Jasno, da sem postal feminist. Ja, čeprav razumem, torej, skratka, moja, kako ne rečem, udomačevanje se je začelo že zelo zgodaj, veliko preden poznam besedo feminizem. Dovolj je bilo to, da v družini spoznam izjemno žensko, ki je mnoge odrešila marsičesa v naši familiji, ker je bila center dogajanja
za vse in skratka, ja, je bila zelo pomembna, to je bila moja mama, ne, ki izhajam iz velike družine, ki smo jo vsi imeli za izjemno. Skratka, ne v nobenem tem intelektualističnem smislu, ampak v človeškem smislu. Človek na tak način spozna moč tega, kaj pomeni biti ženska. Tako da in ta moč, ta me je zaznamovala, vsekakor, ne. Ta mi je tudi dovolila mojo ženskost, že od malega. Torej, družina je moje edino varno okolje, kjer moja ženskost ni bila nikoli problematizirana. To je moja zgodba, je precej drugačna mogoče od drugih zgodb, torej transspolnih oseb. Tako da, ja, no in seveda, ko izhajaš z enega takega okolja, ne, sicer popolnoma ruralnega, ampak izjemno kulturno-kozmopolitskega. Seveda, mogoče slovenski akademski prostor postane kulturni šok, ne. Torej, študiram filozofijo in sociologijo na Filozofski fakulteti, oba študija precej moško-središčna, z moškim kadrom takrat, ne, malo je bilo še profesoric in tako naprej, ne, tako da ni bilo teh vsebin toliko, kot mogoče, ne vem, ti si študiral na FDV-ju? In to skratka, tako da ni bilo čutiti neke, seveda, name so vplivale mogoče prav posebne ženske, akademske recimo, ne, Cvetka Tot recimo, ne, prvi letnik filozofije, ne, izjemna, ne samo kot profesorica, ampak tudi kot človek, ne, skratka, in tudi na sociologiji potem še ne, skratka, ampak ne samo ženske, tudi nekateri moški, ne, tako da ja, seveda, zelo zgodaj se začnem zanimati za te teme, ki zadevajo zlasti spol in seksualnost, zaradi moje specifične življenjske zgodbe, tako da in to nekako opredeljuje tudi moj odnos tudi do tega, da zelo hitro opažam torej to, kaj je feminizem kot praksa in kaj je feminizem kot deklaracija. Torej, med tem, kar bi anglofoni kulturi rekli, torej neka diskrepanca med saying and doing, ne, torej te diskrepance so se zdele lahko enormne v slovenskem akademskem prostoru, tako da in so bile zame, moram priznati, kar precej ne samo moteče, ampak ne želim reči razočarajoče, ker take vrednosti nekaterim ljudem ne želim podeliti, so bile pa razčarajoče, torej disenče, ne pa, ne, skratka to, ne, na tak način, torej da so, jaz se spomnim, v 90-ih letih, ne, je že bilo biti kar malo popularno, da si, ne, zlasti, ne, med akademičarkami, torej so se nekatere deklarirale, da so feministke, ali so bile znane, so imele teoretske in javne zagovore tega, ampak tisti, ki smo delali z njimi, ali ne, smo pa opažali zelo antifeministične prakse, kot je recimo sovražnost do mlajših žensk v akademskem okolju, strani žensk, strani feministk. Tako da, in zanimivo je to, ne, da je ta del, ne, zelo nereflektiran pri nas, popolnoma je stvar kuluarja. Ne, recimo ta distinkcija, kakšne vrste feminizma vse pri nas imamo, torej ne nastopajo te distinkcije, so, ne, ampak so popolnoma kuluarske, ne analitske, ker ni bila nobena resna presoja narejena, kam dopaša, zakaj je tam, zakaj ni tam, ne, in tako naprej, skratka, ampak so popolnoma kuluarske.
Ne? Tako da so pa vsekakor, torej obstajajo različne vrste feminizmov očitno, ne? In tudi antifeminizmov. Ne? Tako da, ja, ne, seveda mene je zaznamoval, dejansko so me zaznamovali vsi ti znani od teh reformnih feminizmov 60-ih, 70 let skozi teorijo, jasno, a ne. Potem še bolj mogoče ti rezistenčni feminizmi 80-ih let, ne, zlasti lezbični. Skratka, in potem v 90-ih letih pa seveda kvirovski in posebej pa seveda temu, kar danes rečemo transfeminizem ali transpolni feminizem, ne, ki pa je dejansko najbolj naslovil zadeve, ki mene tudi, mojo življenjsko zgodbo vključujejo ali pa ne, jo opisujejo. Tako da na ta način, ne, tako da ja, torej moja pot, torej ta akademska v feminizem ni mogoče tako bila intenzivna, ne, ker tudi moje teme akademske so bile rahlo drugačne, čeprav tudi tam obravnavam nekatere vidike tega, recimo vloga spola in seksualnosti, recimo moje teme so bile opera in tako naprej, mediji, komuniciranje in tako naprej. Tako da, ampak seveda, kako ne rečem, no, ja, mislim, da je treba feminizem začeti obravnavati končno enkrat v Sloveniji kot družbeno prakso. To bo omogočilo, da distinkcije postanejo tudi analitske, ne, recimo, skratka, ne zgolj deklaracija, advokatura, teorija je lahko tudi praksa, seveda je družbena praksa, ne? Ampak kako jo potem mi znamo tudi preliti v naše vsakodnevne odnose, v naše vsakodnevno delovanje. Zame je to ključno. Mogoče tudi zato, ker imam antropološko izobrazbo. Ne? Skratka, torej, ni dovolj samo dejanje izrekanja, ampak dejanje dejanj, jaz temu rečem. Ne, skratka, in tu pa mislim, da imamo vsi tudi kakšne bogate izkušnje v zvezi s feminizmom, v zvezi s feministi, v zvezi s feministkami in tako naprej, no. Za katere mogoče niti ne želimo, da jih danes tukaj obelodanjamo, ne, ampak kot rečeno, mislim, da smo tukaj precej v zaostanku v primerjavi z razvitimi akademskimi zahodnimi okolji. Ok, tole je bilo kar izčrpno. Ja, mislim, jaz sem tudi začela že zelo zgodaj, no, ampak ne z izjemnimi ženskami, ampak z izjemnimi moškimi. To je bil moj dedek, no, ki sem ga sicer imela zelo, zelo rada, no, ampak je bil en tak pač štajerski tip, ne, z takimi tipičnimi seksističnimi štajerskimi šalami, ne. Zdaj pač kdor je to doživel, pač ve, da to je pač specifičen žanr, ne. Ki pač te kar temeljno zaznamuje, no. In pač recimo takrat sem jaz prvič res začutila res nek tak odpor do tega, kar je on pravzaprav govoril, no, in pač nisem vedela, kam to umeščati, no. Je pa bilo zanimivo, da pa pač jaz sem bila njegova prva vnukinja in mene pa nikoli ni obravnaval na ta način, ne. Pač na nek način je govoril te šale, ampak niso bile namenjene meni, jaz mislim, sem imela neko tako specifično posebno pozicijo, ne. Recimo po eni strani je govoril, ne, kvazi ja, pač seveda heteroseksualno okolje, jaz je tako prihajam iz ruralnega okolja, ja, kao, ko bom večja, pa bodo prišli snupci, bo on stal s puško pod balkonom, ne, po drugi strani pa me učil streljati, ne. Tako da je bila ta neka specifična pozicija, ne, v mestnosti, ne, med tem dvojem, ne. Ja, potem pa jaz mislim, da je to moje neko odkrivanje feminizmov in predvsem pač seksualnosti, tudi pač zelo povezano ravno z odkrivanjem seksualnosti, da je neka naslednja točka bila literatura, no, in pač še vedno je vezano zelo, zelo močno na to. Pač jaz sem recimo v svoji osnovni šoli, srednji šoli pač konstantno brala in brala sem praktično res vse, pač od šunda do kvalitetne literature
In spomnim se ene knjige od Aksinje Kermauner, Berenikini kodri. To je tak neka semi-šunt mladinska literatura in jaz sem tam našla eno pesem od Lorke, Federico Garcia Lorca, ne, se pravi gejevski pesnik. In pač meni je bilo tisto toliko dobro, mislim, boljše od vsega, kar sem do tiste točke prebrala. Ne. In tu se je potem začelo, no, in takrat sem jaz potem ful intenzivno začela v bistvu brati poezijo. No. In Lorca je bil nek tak moj prvi pesnik, no, ki je na nek način tudi odprl to neko vprašanje neke drugačne možne seksualnosti. In spomnim se, da sem potem tudi nekako ga brala v španščini in se pač učila absurdnih španskih besed, kot je tolmun, ki ga pač nikoli ne uporabljaš, ne vem, v vsakdanji konverzaciji. Potem pa itak malo zatem prišla Ljubljana, ne, tako da jaz sem potem pač vstopala nekako z lezbičnim feminizmom že neko tlakovano pot, tako da tu pa je bila pač zelo pomembna zame pač založba Škuc z zbirkami Lambda in predvsem Vizibilija. In ja, tu bi se pa potem navezala na to, kar je bilo nazadnje rečeno, kar je bilo meni vedno zelo pomembno in nekako pač nikoli nisem tega organsko prevpraševala, je bilo ravno ta neka povezava, spet organska povezava ravno med teorijo in prakso. To se mi zdi, da je bilo tudi ključno in recimo tudi avtorice, ki sem jih brala, ne, pač jasno moj vstop je bil pač lezbični feminizem in so ponavadi v bistvu nekako skušale doseči ta spoj oziroma na nek način tudi, kar je bilo zame bistveno, niso samo pisale teorije, ampak so pisale tudi literaturo. Recimo pač definitivno bi jaz tu, mislim, sta bili zame ključni in še vedno sta Monique Wittig in pa Audre Lorde, recimo, to sta bili meni neki taki konstitutivni avtorici, no, ki pač se mi zdi, da ne glede na to, kar sem kasneje brala, sem se nenehno in se še vedno nenehno vračam k nekaterim njunim mislim, recimo. Hvala. Si delam tudi zapiske, kar v bistvu bo kot nek potencialen master post vsega, kar je fino prebrati. Kar ste govorile, mi je ful dalo misliti in sicer sploh ta ponavljajoča se v bistvu ti pozivi, da feminizem mora res biti tudi praksa, ne samo neko izrekanje, neke teorije, ampak bi se tukaj zdaj v naslednjem vprašanju pa naslonil na eno teorijo, ki pa izhaja iz prakse. Torej, David Valentine, to je antropolog, ki je napisal knjigo Imagining Transgender. In on je v bistvu delal par let, je opazoval trans osebe v Ameriki, večinoma ne bele, mnogo od njih tudi spolne delavke, kako živijo in kako zelo veliko njihovega časa preživljajo pač na ulicah. In on je potem je v bistvu iznašel termin oziroma uveljavil termin transspolnost kot analitična kategorija. In njegova celotna premisa je, da ne obstaja spol, seveda tukaj cinično mislim binarni, in potem transspolnost nekje tukaj, ampak da je transspolnost v bistvu v osržju spola oziroma spolov in da nam tudi to, ali transspolnost razumemo kot analitično kategorijo, pove, kako razumejo drugi, torej spol kot takšen. Torej v bistvu osvetlitev o tem, ali se razume transspolnost kot neko anomalijo in ki razodeva samo nekaj o transspolnosti, ali pa dejansko nam ta pove vse, ne samo o transspolnosti in o pluralnosti spolov, ampak tudi o pluralnosti seksualnosti, spolnih izrazov in tudi vseh ostalih kategorij, torej živalskosti, neživalskosti, vse, kar je danes že bilo našteto in kar še ni bilo našteto. In moje vprašanje v bistvu tukaj je, a menite in
kaj vidite, da so pa analitične kategorije, ki izhajajo iz feminizmov, ki so tu zdaj prisotni v Sloveniji, oziroma a so pomanjkljivi in če, kje? Kaj si želite, da bi zares, torej ne samo izrekali tukajšnji feminizmi, ampak tudi zares s prakso polemizirali, analizirali in posledično spreminjali v bolj pluralen prostor za vse nas. Hvala za to enostavno vprašanje. Glede na to, da sta sogovornici pri prejšnjem odgovoru dali tak omaž svoji družini, se tako skoraj da čutim poklican, da enako naredim tudi sam, ker moja zgodovina se vendarle seveda ni začela na fakulteti za družbene vede, to pa drži. Ne. Čeprav neke zelo hude feministične vzgibe v svoji družini pravzaprav nisem doživel, zdaj mi hodijo po glavi same trapaste zgodbe. Recimo, ena taka je bila, to je bil pravzaprav edini feministični moment moje mame. Očitno smo vsi odraščali v ruralnem okolju, vse to v Sloveniji pravzaprav ni težko. Ko je prišla od Maše, kjer je duhovnik, ko so pobirali ofer, ne vem, kako se to reče, skratka, ne greš okrog in daš denar, jasno. Naredil razpored, skratka, organiziral ta ofer na način, da je rekel najprej otroci, potem moški, na to ostali. In je prišla čist razburjena domov, kaj duhovnik, kaj fajmošter, kaj je on rekel in tako naprej. In takrat se mi je zdelo, no se mogoče pa je nekaj, nekega feminističnega duha v njej. Stara mama mi je vedno razlagala, stara mama je bila taka gajstna, gorenjska ženska, si jo slišal čez celo vas, ko se je ona razhudla in vsi smo to vedeli. Razlagala mi je, kako sta z starim očetom, torej dedkom, ki ga jaz nikoli nisem poznal, ker je umrl, preden sem se rodil, kako je on ji želel pomagati v gospodinjstvu, pri pranju perila in tako naprej, in da je ona čist ponorela in da mu tega ni pustila. Ampak to mi je dal misliti, kako je v nekem zelo patriarhalnem okolju pride do takih stvari, o katerih si ti prej govorila. Drugače pa mogoče tak najmočnejši moment v smislu feminizma, če ga razumemo kot zelo široko prakso vključevanja, se je zgodila, ko je šla Jugoslavija narazen, ko se je ta grozljiv nacionalizem pojavil v Sloveniji in ko so bili vsi čefurji, vsi od dol, kar naenkrat dejansko je bila njihova človečnost odvzeta. To so bili neljudje, tako rekoč. Ne. In moj oče, ki je delal v Savi, kjer je bilo zaposlenih veliko ljudi iz bivših jugoslovanskih republik, se spomnim tistega kosila, prav ponosen sem bil na njega, ko je bil tako zelo jezen na to nacionalistično prakso, v tem smislu, kako lahko do zdaj smo delali skupaj, bili kolegi, zdaj pa kar naenkrat, samo zaradi tega, kako se te ljudje pišejo na ič, so nič vredni. V nekem zelo preprostem razmisleku je pravzaprav to verbaliziral in ta moment se mi je zdel zelo močan, zelo je vplival name, zelo na nek način, se ne vem, če je bilo to takrat že povezano z mojo absolutno zagotovo še ne ozaveščeno seksualnostjo, ne normativno seksualnostjo, ampak to mi je dal takrat nek tak občutek sprejetosti pravzaprav v tem smislu, da vsi, ki so na obrobju, vsi, ki so izključeni, jih bo moj oče vendarle na nek način vključil. To sicer ne pomeni, da kasneje ni imel velike probleme, ko sem jaz naredil razkritje doma, ampak dobro, čez neko podoben razmislek smo stvar razrešili. Zdaj pa tisto enostavno vprašanje. Zdaj, tako jaz sem, in vem, da je to vprašanje na koncu današnje okrogle mize, ampak prejšnji teden sem bil, in o tem sem danes tudi kolumno napisal v Delu, povabljen na srečanje katoliških zdravnikov na temo teorija spola.
Ko sem dobil to vabilo, sem 3-krat globoko vdihnil, a res, a se bomo res ponovno o tem pogovarjali. No, ampak da ne razkrijem vsega, kar se je tam zgodilo, ampak tisto, kar opažam, je, kjer bi si želel, da bi bili ti koncepti bolj jasni, da ne bi ostajali na neki izključno akademski ravni. Meni se sicer zdi, da je to goes without saying in tako zelo samoumevno, ampak ta distinkcija med biološkim in družbenim spolom je taka velika zgodba. Po drugi strani se sprašujem, seveda ne, potem ko Judith Butler reče, da seveda biološki spol je vedno tudi že družbeni, mislim, to razložiti ne, je kot da greš v drugo svetovno vojno. Razmišljam, a je ta distinkcija bila sploh smiselna. Mislim, je seveda v nekem takem klasičnem šolskem smislu smiselna, analitično pomaga pri razmišljanju, po drugi strani pa dejansko vzpostavlja zelo jasno distinkcijo med biološkim spolom, ki je fiksen in o njem sploh pravzaprav mi ne bomo razmišljali, mi se s tem ne bomo ukvarjali in mi se bomo ukvarjali z družbenim spolom. In ko imamo družbeni spol na mizi, se z njim lahko igramo, tisto pa pustimo tam. In ker tisto puščamo tam, ker je ta distinkcija tako, kot da gre za dva različna predala, kot da ni pravzaprav povezave med tema, mislim, da imamo zaradi tega zdaj mogoče težave. Po drugi strani sem pa, to še ni čisto domišljeno, ampak si bom zdaj upal reči, ko sem se vozil iz Celja nazaj, ker sem tam razlagal to distinkcijo, biološki, družbeni spol in tako naprej, razmišljal, da ni mogoče prav oznaka transspolnost pa cisspolnost nekaj, kar nam krepi ta binarizem. Ker če je družbeni spol, pa če je spol nekaj, kar je na kontinuumu, potem je vse to spol. In ta trans in cis, pravzaprav te predponke nimajo nobene vrednosti, če mi spol postavimo na družbeni spol na kontinuum, kar pomeni, da nihče ni norma. Kar pomeni, da pri trans cis takoj postavimo, trans je od tam in cis je tukaj in tako naprej. Vem, da se sliši mogoče malo radikalno, ampak če je kakšna lekcija, ki sem jo dobil iz aktivizma, zdaj, ko sem star in ko me zanimajo sam še vrtnice, pa kako bom vrt obrezal, pa tako naprej, to pride. Človek začne jesti zarečeni kruh. Ko gledam nazaj, si včasih mislim, da bi morali biti večkrat bolj radikalni, zaradi tega ker takrat, ko smo delali kompromise, smo vedno izgubili. Vse, ko radikalno nekaj zahtevaš, vse tudi ta radikalni feminizem in tako, ko danes bereš, se ti zdi, kolektivna vzgoja otrok in tako naprej, s to idejo danes pride, je težko, ampak brez tega, ti premiki, ki seveda niso šli tako daleč, danes ne bi bili možni. Skratka, te radikalnosti se pravzaprav ne smemo ustrašati zaradi tega, ker je vedno itak tako ali tako porezana. Če se pa ti že porežeš sam sebe, potem pa pravzaprav ni kaj več za porezati in še tisto, kar zahtevaš, ne pride do realizacije. Nisem odgovoril na tvoje vprašanje, ker je bilo preenostavno. Si. Ja, torej, ta knjiga Davida Valentina mi je kar znana, Imagining Transgender, ker je to ena prvih, seveda, antropoloških študij, torej transspolnih skupnosti. Zanimiva je zato in verjetno avtor govori oziroma ima to intenco, da bi transspolnost postala tudi analitska kategorija, zato ker je pač on to študijo delal v času, ko se je transspolnost kot gibanje, kot identiteta šele vzpostavljala. Torej, fascinantno je brati to njegovo knjigo z več zornih kotov, od tega, kako je spolna identiteta preživetvena strategija, kako je brikolaž in tako naprej. Torej, tam nastopajo različne vrste, različni ljudje, različnih seksualnih in spolnih identitet, nekateri zase, danes bi jim rekli, da so transspolni, so zanikali, so bili proti, so rekli, da so vztrajajo, da so geji in recimo so tudi
recimo, ali pa kraljice preobleke, kralji preobleke, torej, ker je bil ta transgender še precej, torej ta scenarij še ni bil zelo ustaljen, da bi si ga ljudje izbrali ali pa se v njem tako zelo prepoznali, ker je prej bil en drug, ki je bil zelo prepoznaven, celo institucionaliziran in medikaliziran, ne, to je bila transseksualnost. In tako naprej, ne, in ki ima svojo zgodbo in svojo ne, bogato dediščino stigmatizacije, ne, tako da mislim, ja, to je zanimivo z tega vidika, ne, tudi našega umeščanja, recimo kako se je takrat, kakšne so bile dileme teh ljudi, ne, danes se mi zdi torej, da smo to vse že malo dal skozi, ne, mogoče ni res čisto, ne, tako da drugače pa, ja, ta distinkcija, sex in gender, ne, zanimivo je to, ne, da malo ljudi ve, da celo v humanistiki pa družboslovju, ne, da je ta distinkcija nastala v 50-ih letih na podlagi študij ponovnih pregledov antičnega hermafroditizma. Ne? Torej John Money, on je bil seksolog, je bil psiholog, torej on je dejansko pripeljal torej nekaj, kar je prej veljalo za lingvističen, semantičen spol, torej gender, ne, genus in genos, če gremo do antike, ne, torej kot v spolno kategorijo, ampak na podlagi česa? Ker je hotel pravzaprav analizirati, razumeti pojav ljudi, ki jim danes rečemo interspolni ljudje. In so jim takrat do 50-ih let rekli tudi s stigmatizacijami od antike, srednjega veka in tako naprej, ne, torej hermafroditi. Ne. In je seveda potem pa humanistične znanosti, ne, recimo, torej so pa potem pa to distinkcijo, ne, sex, gender pa v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih pa zelo še nadgradile, jo rafinirale, a ne, z novimi teorijami, ne, kot je delanje spola in tako naprej, to je sociološka teorija ali pa uprizarjanje spola, ki je bolj filozofska, bi rekli, ali pa, ne vem, psihoanalitična mogoče celo deloma, ne, in tako naprej, tako da, ja, meni, mislim, problem recimo mi je bil tukaj, ne, spol je bil, ta distinkcija, ne, je bil problem to, da so se humanisti in družboslovci ali humanistke in družboslovke pretežno ukvarjali samo z družbenim spolom, ne, in kaj mi to da vedeti, torej, da so, to mi da slutiti, da so avtomatično nekaj, kar je seks, torej biološki spol, sicer to so vse zelo, kako ne rečem, nesrečna poimenovanja v slovenščini, ampak smo jih nekako posvojili, že od torej 90-ih let verjetno, tam nekje so verjetno nastala, a ne, v začetku 90-ih predvidevam ti prevodi in to, ne, torej, kakor da biološki spol je pa trajen, nespremenljiv, večen, skozi je tam, fiksen in tako naprej, ne. Tako da, torej, to je zanimivo, ne, rabili smo refleksivno biologijo in genetiko, ne, kot je recimo Anne Foster Sterling, ki je, hvala Bogu, imamo prevedeno, ne, ki lepo pokaže, ne, da tudi biološki spol je torej pluralen. Ne samo družbeni spol, ne, ampak to so, torej družboslovci in humanisti so tukaj kar nekaj časa rabili, to je bil problem transseksualnosti, ne, se niso hoteli z njo ukvarjati, ne, zato ker je transseksualnost je nagovarjala biološkost spola in torej in tema transseksualnosti v 90-ih letih, s katero se začne pravzaprav transgender movement in to naprej, skratka je bila v humanističnih teh krogih, ne, razumljena kako vrnitev biološkega spola, odpisanega biološkega spola, kakor da prihaja nazaj, ne, in tako naprej, ne, v resnici je kar dobro, da je prišel ta biološki spol nazaj, torej, ampak v veliko bolj refleksivnejši podobi, ne, ker treba je vedeti, recimo, ne, da ta, kar smo govorili, ki je tudi v naslovu, antifeminizem. Ne? Antifeminizem se je začel že v 70-ih letih, po moje. Ne, že tam sredi 70-ih let, torej so že bili tudi celo znotraj feministične teorije. Ne? Svoj prvi izbruh doživi konec 70-ih let, leta 1979 izide ena knjiga
radikalne lezbične feministke, Janice Raymond, ki napiše eno knjigo, ki zaznamuje cela 80. leta in odnos do transspolnih ljudi, ali pa nebinarnih, ali pa interspolnih in tako naprej. To je The Transsexual Empire ali Transseksualno cesarstvo. To je knjiga, ki precej hudo, kruto obračuna z transseksualnostjo, zlasti pravzaprav z žensko transseksualnostjo. Torej Janice Raymond, ki je sicer ženska, očitno, skratka, očitno ni verjela, da obstajajo tudi lahko potem to pogledno transseksualci, oziroma, skratka, ker jih ne obravnava, ampak problem so transseksualke, ki seveda ogrožajo ženski spol, ker skratka poznamo te stare, torej te predsodke, ki so tudi še danes prisotni in to naprej. Torej ja, in ta knjiga je naredila precej veliko škode. Torej dejansko so te skupnosti, torej 80. leta za transspolnost niso tako zelo svetleča, kakor mogoče za gejo, ker pride do dekriminalizacije recimo v 70. letih, kajti tukaj pa ravno obratno, tukaj pride do prve uradne patologizacije leta 1980, Ameriško psihiatrično združenje. In da te transspolne skupnosti rabijo več kot 10 let, do začetka 90, da spišejo en dober, prepričljiv odgovor na to knjigo in na take predsodke. Tako da, in ta odgovor je potem resnično rojstni kraj transspolnega gibanja, transspolnih študijev tudi. Tako da, drugače pa moja teza je, da smo nekoliko provokativna, da smo vsi transspolni. Da smo v resnici vsi transspolni. Dokler imamo tak sistem, kjer skratka, smo v resnici vsi transspolni. Skratka, ko bodo ljudje spoznali multikonstitucijo lastnega spola, torej naš spol je zelo kompleksno sestavljena reč, skratka, ne samo neko družbenega, ampak tudi biološko. To danes vidimo pri študijah športnikov. Recimo, tudi olimpijski komite je imel velike težave pri določitvi nečesa, kar so mislili, da je tako jasno. Stvar je veliko bolj kompleksna. Tukaj res priporočam branje te knjige tudi, ker ta ameriška biologinja, genetičarka Anne Fausto Sterling zelo lepo opiše, kako je tudi biološki spol kompleksen proces. Tako da, in to pogledno potem, torej, če pristanemo in jaz verjamem, torej, da je naš spol je multikonstitutiven, ne monokonstitutiven, in naš spol, to, kar mi mislimo, je kombinatorika različnih, ospoljenosti, vrst spolov in tako naprej, je neka kombinatorika tega. Zato je za vsakega človeka v resnici precej lahko unikatna reč, edinstvena reč, ta kombinatorika. Skratka, do tega trenutka lahko vztrajamo, če že imamo te kategorije, ta cis in da smo v resnici transspolni. Ker transspolna, zakaj je nastala transspolnost? Ja, ravno na binarni, na dominantni binarni spolni sistem. To je odziv na to, torej kam dati ljudi, ki ne sodijo v ta prevladujoča dominantna dva spola, recimo. Torej, če mi ne bi imeli binarnega spolnega sistema, potem ne bi rabili imeti tudi oznake transspolnosti. Jasno, bi bilo kontinuum, bi bile odprte kategorije in to naprej, ampak nažalost tega nimamo, oziroma je to težko misliti. In še težje to živeti. Ja, jaz bi se navezala kar na oba pravzaprav, najprej na to radikalnost. Ja, se mi zdi, da to se mi zdi kar ena taka nujna stvar, da se zavedamo, da smo radikalno v kurcu, in da če ne bomo pač, vsaj stremeli radikalno, ker pač itak po poti, nikoli ne prideš do te zamišljenega cilja,
potem smo pač fakt, ne. Tako da tu bi se zelo močno strinjala. Ja, kar se tiče te misli, da smo vsi oziroma vse pravzaprav transspolni, ko sem nekako pač pripravljala oziroma ko sem pač razmišljala o teh vprašanjih, no, sem se pač spet vrnila ravno na, pač na to, na to misel, ki je pač recimo mene nekako, kje v teoriji sem jaz našla tisto točko, kjer sem lahko rekla, aha, okej, ta definicija pa nekako opredeljuje, najbolje približno opredeli tako, kako se jaz počutim glede svojega spola in svoje seksualnosti, in to je bila pač ja že omenjena Monique Wittig in to, da lezbika ni ženska. In nekako še do zdaj se nisem tega znebila, no. In ona recimo v tem nekako poda to definicijo, reče ravno to, da pač je izven seveda heteroseksualne pogodbe in izven seveda pač Wittig razmišlja v binarni shemi moškega in ženskega spola, to je treba poudariti, ampak recimo poudariti, da je to neko, da tudi to ni dokončna rešitev, ne, da to je tisto, kar je njej bilo v tistem trenutku na voljo, ne. In to me je bilo zdaj zanimivo, ko sem se nekako vrnila na to, sem čisto pozabila v bistvu na ta mini aspekt, ki pač je dodatek k temu stavku, ne, sem se spomnila tega, ja, itak lezbika ni ženska, ja, ta heteroseksualna pogodba, bla, 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 ampak to je zelo pomemben dodatek po mojem, ne, in na nek način, kar ona se mi zdi, da implicira, oziroma na kak način bi se dalo to pač z vidika današnje teorije brati, je točno tako, ne, ona pravzaprav na nek način reče, ja, da lezbika je trans, mislim, de facto, ne, in recimo, še zdaj recimo, ko, ne vem, se jaz moram opredeliti glede svoje seksualnosti, nimam nobenega problema, ko pa se moram opredeliti glede svojega spola, pa nastopi nek določen problem, zaradi tega, ker če me nekdo vpraša pač, kako bi se jaz spolno opredelila sebe, bi rekla, ja, lezbika. A veš, in to recimo mi je bilo ful zanimivo, ko sem nekako pač se vrnila k temu. In pa tudi ta aspekt, ne, se mi zdi, kar si ti prej rekla, nek feminizem, ki se pač vedno oblikuje v odnosu do antifeminizma, ne, zato se mi zdi tudi zelo fin ta današnji naslov, ne, jaz imam sploh rada recimo te naslove, da pač nekaj v oklepaju, ne, pa potem še je zraven, pa ni zraven, ne, se mi zdi, da je tako zelo nebinarno, ne, in ker je točno to, ne, pravzaprav, ves čas se mi neko naprezanje, ne, kako se je pač ta neka, kako se je v bistvu to transgibanje oblikovalo kot nek boj proti nečemu, ne, in to je zelo pomembno, ne, kar pa se mi zdi, da v kontekstu antifeminizma, ne, kar se mi zdi, da smo že, sta tudi vidva že nakazala nekako, pa sem tudi jaz mogoče navezala na drugo vprašanje, ne, zelo, na nek način se je lahko boriti proti antifeminizmom, ki so zelo jasno zastavljeni. Pač recimo večji problem so potem neke sive cone znotraj tako imenovanih feminizmov, se pravi znotraj nekih skupnosti, ki naj bi delovale kot skupnosti, pa ne delujejo tako, recimo. To je recimo tisto, kar je mene vedno ful bolj prizadelo, ne. Nek nacij, ki te napade, tu so stvari jasne, ampak to, da pa recimo se neka razmerja moči, ki pač jih dojemaš kot nek del zunanjega, nekega sovražnega sveta, ko se te isti mehanizmi pojavijo znotraj skupnosti, ki jo ti mogoče sprva dojemaš kot varno, pa itak se ne moreš temu izogniti, mislim, tudi v najbližjih odnosih se ne moreš, ampak problem, ki se tu pojavi, je po mojem ta, da ne moreš tega skomunicirati, da se pojavi neka zapora, da tudi če pride do teh, pač pride do teh razmerij moči, nesoglasi, česarkoli, v redu, pač pride do tega v življenju, ampak kje se izgubi neka določena komunikacija, kaj se zgodi znotraj teh skupnosti, da pride do pač nekih antifeminizmov, tam, kjer jih pač absolutno ne bi smelo biti, no. To je recimo tisto, kar je pač meni nekako še bolj frustrirajoče, kot pač nek zunanji, sovražni svet, ki pač je jasno, da se itak moraš boriti z njim. Toliko.
Ja, ko se antifeminizem pojavi v simbolno tvojem domačem svetu, bi rekli antropologi, ne, recimo. Spomnila si me na to, ne, da name je bila zelo pomembna v 90-ih letih za to kritično presojanje teh problemov v feminizmu, feministične teorije, zlasti pa v praksi je bila ena avtorica, Adrienne Rich, se spomnim. Ona je pisala o torej tipu feminizma, o tipu feministk. Jaz jim rečem pajdaški feminizem, to ni njen izraz, to je moj, torej gre za tip žensk, ona jim reče izjemnice. In take izjemnice so se pojavile v vseh sektorjih družbe, v akademskem svetu, na univerzi, v gospodarstvu, v poslovnem svetu, v medijih in tako naprej. Torej, to so bile ženske, ona jih čudovito opiše. Sama je sicer feministka, jasno, feministična teoretičarka, ampak je treba tudi v lastnem okolju pisati kritiko, ne, in si naliti čistega vina, ne. Skratka, piše o teh izjemnicah, torej, ki so se prigreble do moških pozicij, vstopile v moški svet, torej se prilagodile moški igri in nekatere od njih tudi precej zlahka pozabile na načela feminizma. Ne, tako da, torej ona je bila zame kar zelo pomembna avtorica prav z tega presojanja potem prakse. Kaj se dogaja v mojem delovnem okolju, v akademski sferi zlasti in tako naprej, kako ljudje ravnamo, zakaj tako ravnamo, ali to, kar govorimo, tudi potem delamo in tako naprej. Skratka, in tu so bile zame, ker izhajam iz enega okolja, kjer je beseda štela, kjer imam staro avstro-ogrsko vzgojo, skratka, red, ordnung in disciplin, ampak ko je pa to pa popolna svoboda, na nek način, torej, skratka, me je to precej iritiralo in tako naprej. Tako da, in tudi danes, ko gledam, ne, o tem feminizmu, jaz menim, da torej univerze, akademske institucije niso najbolj prijazna prebivališča feminizma. Mislim, da se feminizem glavni, ta zares propulziven, avtentičen, dogaja zunaj etabliranih institucij bolj ali manj. Na družbeni margini. Nažalost, univerze mislim, da niso najboljše, čeprav bi morale biti, bi se spodobilo, da bi bile, ampak nažalost meni se zdi, da so zelo ozki deli, miljeji, kolegi, ki jih lahko na prste par rok prešteješ, ne, ki se ti zdi, da res to feministično teorijo in tudi prakso na nek način povezujejo in to naprej, več je pa nečesa drugega. In sicer na dveh nivojih, na institucionalni ravni, jaz temu rečem konjunkturnega feminizma, povezavi tudi z enakostjo spolov, z vsem tem, ne. Danes morajo institucije torej integrirati načela enakosti spolov, ampak če gledamo, ne, kako se to dogaja, ne se pa to dogaja, je pa to popolnoma konjunkturna reč, zato ker to morajo narediti, zato ker če želijo dobiti finančna sredstva. Ne, v resnici pa ne, medtem ko jih v resnici problemi enakosti spolov in tako naprej verjetno malo manj zanimajo. Ne, zato drugi pa je na tej individualni ravni in sicer ne, to je pa, temu pa rečem potem pozerski feminizem. Torej, ja, ljudje imajo to težnjo, ne, pač, ne, da se deklarirajo. Torej, da se umeščajo, da se razvrščajo, ne, in tako naprej. Čeprav danes že ni več, da si feminist, feministka, to je bilo pred 20-30 leti dosti bolj, kako ne rečem, privilegirana pozicija, želena pozicija izrekanja kot danes, ne. Danes je to bilo spremenjeno, vemo, ta anti, ne, gibanja so to spremenila tako rekoč v psovko, v žaljivko in to naprej, ne. Ampak takrat se spomnim, ne, tako da, ampak med njimi je bilo zelo veliko teh navadnih pozerjev, ne, ki jim je to zgolj etiketa, emblem za to, da se dobro umestiš v družbi in tako naprej, ne. Lahko pa delaš potem nekaj čist drugega. Čist, kar je v nasprotju s to, ne, z nekimi načeli, ki naj bi sodila v paket te etikete in tako naprej, ne. Tako da danes pa, ko govorimo, ne, to se lahko bi tudi nate navezali, ne, ta antifeminizem, pa meni se zdi, da imajo antifeminizmi in antispolna gibanja, ali kako bi se v slovenščini to reklo, anti-gender movements,
Skratka, da imajo eno skupno podstat in to je torej anti-humanity. Zelo preprosto. In seveda povezavi tudi torej anti-human rights, ne, recimo, da so to torej agende, ki so praviloma torej proti človekovim pravicam in tudi proti človečnosti. Mislim, da to velja za vse te izključujoče, ne, ker smo rekli, ne, antifeminizem je verjetno ni vključujoč, ne, ampak je ne, nasprotje tega, ne, kar razumemo kot feminizem, kot tudi, ne, si lepo povedal, tako kot neka praksa vključevanja, ne, in to naprej, ne, tako da, in to se mi zdi, da velja tudi za anti-gender, ta gibanja, ne, da so pravzaprav antihumana, antihumanistična, ne, popolnoma ne. Mislim, da bi jim bilo treba, da jim tako rečemo tudi, ne. Čeprav včasih želijo servirati ta svoja stališča tudi v prijaznejših manierah, ne, torej, recimo, torej ne, ampak še zmeri pa sporočilo je pa še zmeri isto, ne, samo mogoče forma je rahlo, ne, niso vsa nasilna, ne, ta izrekanja ali pa vsa te advokature, ne, nekatere so lahko celo zelo V bistvu prav nasprotno, ja. Ja, ne, Ker tudi simpatizirajo, domnevno simpatizirajo z deprivilegiranimi, marginaliziranimi skupinami, ne, ampak jaz mislim, da marginalizirane skupine si takšne milosti, prijaznosti, da jo ne rabijo, rabijo pa eno temeljno spoštovanje, ne. moje naslednje vprašanje bi v bistvu ga ni več treba zastaviti, ker je delno že bilo odgovorjeno, ampak ja, je šlo ravno v to, v antifeminizme in zelo mi je zanimivo razmišljati o tem, kar ste zdaj že odgovarjali in govorili, ampak ja, marsikje je tudi zdaj že zelo, poleg anti-gender termina, tudi precej uveljavljen tudi termin anti-rights movement, torej gibanje, ki deluje tako, kot Vlado si rekla, pač proti pravicam. In sem bral eno študijo o tem, da v bistvu ena od besed, ki jih oni, torej ljudje, ki in pripadniki gibanj, ki so anti-rights, najbolj uporabljajo, da je v bistvu svoboda. Zato ker poskušajo ves čas govoriti v nekem zelo pozitivnem, populističnem diskurzu, ki seveda te bo prepričal, ne? Ker to je cel point. Ampak ja, moje naslednje vprašanje, ki je delno že bilo odgovorjeno, pa Roman, ti dobiš pa tu še podvprašanje, je torej ja, poleg vsega naštetega že, kaj se še skriva pod psevdonimom feminizma, ne, ki to zares ni. Roman, tebe bi pa res prosil, če lahko še malo bolj kot antifeministično opredeliš tudi anti-gender gibanje, prosim. Jaz mislim, da je zdaj analitično treba ločiti med antifeminizmom in antigenderskim gibanjem in bom tudi razložil, zakaj govorimo o antigenderskem gibanju in tega niti ne poskušam prevesti. Antifeminizem je zagotovo širši, se strinjam, da ima daljšo tradicijo in se mi zdi pomembno, da ne mešamo tega, čeprav danes razumemo vsak upor proti enakosti spolov že kot antigender gibanje, pa to nujno ni. Antigender gibanje bi jaz, ali antigendersko gibanje bi jaz opredelil kot tisto gibanje, ki uporablja diskurs teorije spola v primeru Slovenije, drugod pa se večinoma sicer govori o ideologiji spola ali pa včasih celo o genderizmu ali pa kaj podobnega. Mogoče smo se precej ukvarjali s tem, kako to prevesti, oziroma v angleščini govorimo o anti-gender campaigns ali pa anti-gender mobilizations. Imam precej pomislekov o tem, da bi govorilo o anti-gender movement kot gibanju, zaradi tega, ker ne gre za neko identitetno gibanje. Tukaj imamo mrežo zelo različnih akterjev, ki nimajo neke te skupne substance, razen, ne, ti bi rekla, ta antihumanost ali pa humanizem. Ne bi se čisto strinjal, da so nujno anti-rights.
prav nasprotno, oni v bistvu zelo uporabljajo ta okvir človekovih pravic, ampak na način, da izključujejo druge človekove pravice, se pa sklicujejo seveda na lastne človekove pravice in to je ponavadi pravica do svobode govora, pravica do verskega prepričanja, filozofskega prepričanja in tako naprej. Antigendersko gibanje se mi zdi v redu izraz zaradi tega, ker pogosto besede gender, predvsem v jezikih, kot je slovenski, kjer pravzaprav nimamo ustrezne inačice, opisno rečemo družbeni spol, uporabljajo v izvornem jeziku zaradi tega, da ustvarijo nek občutek, da nas nekaj od zunaj, nekaj tujega nam je vsiljeno. Vsiljen nam je zdaj nek gender in ta gender nas ogroža in tako naprej. Zdaj, mogoče naredim 3 korake nazaj, da razložim, odkot ta antigenderska gibanja sploh izvirajo in kako je prišlo do te celotne norije v povezavi z tako imenovano teorijo spola oziroma ideologijo spola. Zdaj, prvi zapisi o tem, da obstaja neka gender ideologija oziroma neka skrita gender agenda, ki naj bi bila usmerjena k uničevanju človeštva, ki naj bi ukinila moškost in ženskost in vse take stvari, nastane sredi 90-ih let, takrat, ko trčita pravzaprav 2 koncepta. En je koncept komplementarnosti spolov, drug je pa koncept enakosti spolov. In ta 2 koncepta trčita na ravni teh mednarodnih združenj in organizacij, konkretno Združenih narodov. Leta 1994 in 1995, ena je konferenca o populaciji, druga je ženska konferenca. In v tistem času feministično gibanje nekako poskuša poriniti naprej idejo, da je potrebno uporabljati besedo gender, ne seks. Zaradi tega, ker ne gre za biološki spol, ki je problematičen, čeprav zdaj seveda to lahko danes smo do tega kritični, ampak da je, ko govorimo o enakih pravicah, o enakosti, da je seveda vprašanje kulture in družbe, družbenih norm, družbenih vlog in tako naprej tisto, kar povzroča diskriminacijo dela človeštva in da v tem je problem. Torej ni problem v razliki med spoloma v biološkem smislu, problem je, kaj kultura, družba zgradi na teh razlikah. In seveda ta koncept enakosti spolov, gender equality, nekako prevlada in ta komplementarnost spolov, ki ga pa poriva naprej predvsem Vatikan in še nekatere druge države, je strategija, ki ne zmaga. Komplementarnost spolov pa v bistvu pomeni idejo, da morata, seveda ostaja striktno znotraj binarnosti, da morata oba 2 spola sicer biti deležna enakega spoštovanja, ne pa enakih družbenih vlog. Zaradi tega, ker je biologija oziroma anatomija naših teles usoda, feminizem pa seveda že od 60-ih naprej govori, da anatomija, fizično telo ni usoda. Vatikan seveda zagovarja to komplementarnost moškega in ženske, enako spoštovanje, ne pa enake vloge. In to prevedeno preprosto pomeni, da je položaj, torej mesto ženske, predvsem seveda v družini, v vlogi materinstva in tako naprej, to zgodbo poznamo. No in predvsem potem, ko ta gender equality postane koncept, ki ga prevzame tudi Evropska unija, pa gender mainstreaming imamo potem in tako naprej, ko to postane neprevladujoči koncept, ki ga uporabljamo še danes, Vatikan v osnovi to razume kot nek diplomatski poraz na ravni teh mednarodnih srečevanj in združenj in v njihovih intelektualnih krogih nastajajo prva besedila, kaj ta gender, koncept gendera, ki ga feminizem poriva naprej, pravzaprav pomeni. In velik strah s tem povezan je bil najprej povezan z vprašanjem homoseksualnosti. Namreč, če nista spola komplementarna, če ne ostanemo znotraj moški-ženski komplementarnosti, potem to pravzaprav po tej logiki pripelje do tega, da pravzaprav tudi istospolne partnerske zveze so
lahko enakovredne in enake zaradi tega, ker nimamo ta komplementarnost nas ne omejuje pri tem, da kdorkoli od nas, ne glede na naš spol, opravlja katerokoli družbeno vlogo. To so bili veliki strahovi, seveda tudi transspolnost, ampak takrat še pravzaprav to ni tako v ospredju in tako izraženo. Ta transspolnost je zdaj v zadnjem času glavna karta, na katero se igra. In leta 1997 Dale O'Leary izda knjigo Gender Agenda in v tej knjigi je prvič nekako zelo eksplicitno za splošno populacijo, ona je ameriška right-wing novinarka, predstavljena ta ideologija oziroma teorija spola, takrat se še sicer ne imenuje tako, in stvar je predstavljena v obliki neke teorije zarote. Skratka, obstaja nek radikalni feministični LGBT queerovski krog, ki načrtuje kulturno revolucijo. Zdaj pa zelo različno se potem to manifestira v vzhodni Evropi, to povezujejo z novim marksizmom, včasih temu rečejo, da je to marksizem 2.0, da danes ne obstaja več to trenje med meščanstvom in delavskim razredom, ampak med moškostjo in ženskostjo. No, in da cilj je nova revolucija, ki tokrat ne bo politična, ampak kulturna, in da cilj je ukinitev moškosti in ženskosti in tako naprej. Skratka, iz tega izhaja ta teorija spola. Ampak teorija spola je učinkovit koncept zaradi tega, ker je v osnovi prazni označevalec, ker lahko pomeni enkrat. Pri nas je bil upeljan kot istospolne poroke, jaz sem za to besedo prvič slišal v parlamentu, na nekem parlamentarnem odboru, ko smo o družinskem zakoniku govorili, in je eden od nasprotnikov rekel, da ta družinski zakonik, to je bilo leta 2015, upeljuje teorijo spola v našo zakonodajo. Podobno je bilo v Franciji. Ureja upravnega priznanja spola, ne? Absolutno ne. V Franciji je bilo podobno, v Italiji je bilo to najprej recimo povezano z vprašanjem spolne vzgoje oziroma seksualne vzgoje, na Poljskem z reproduktivnimi pravicami. Skratka, ti lahko daš v to teorijo spola karkoli se pač zmisliš. In ta odličnost te teorije zarote je, da je tako fleksibilna, da lahko ti samo rečeš, to je teorija spola. Karkoli in je zgodba končana, nič ni potrebno več razlagati. Moja mama, Boga, ki jo zdaj omenjam že tolikrat, ve, da obstaja neka teorija spola, nikoli nič ni brala o tem, nikoli nič, mislim, da se razumemo, ni študirala tega, ampak teorija spola je postala tema, to je postala zdaj neka oznaka. In je res oznaka, ki vse nas nekako postavlja v kot in avtomatično v neko pozicijo branjenja. Ti samo moraš govoriti, ti samo lahko rečeš ne obstaja, ampak v trenutku, ko začneš zanikati, je že ta pozicija, defenzivna pozicija pravzaprav. Strategija antigenderskih gibanj je pa v osnovi kopiranje uspešnih strategij feminističnega in LGBT gibanja. Oni se na podoben način organizirajo, ne delujejo samo na nacionalnih ravneh, ampak imamo zdaj pač posebne nevladne organizacije, ki delujejo kot lobistične organizacije v Bruslju, v Strasburgu, torej na ravni Evropske unije, poskušajo uporabiti obstoječa demokratična orodja, kot so recimo referendumi ali pa zbiranje milijona podpisov pod to, kar zdaj recimo 8. marec dela za reproduktivne pravice, so oni delali že v 2 akcijah, ena se imenovala Mom, Dad and Kids, in cilj je bil, da se definira družina kot skupnost očeta, matere in otrok. One of Us, mislim, da je bila ena, ni jim uspel nikoli, ampak osnovna strategija je uporaba demokratičnih orodij za nedemokratične cilje. In to, da se sklicujejo na človekove pravice, da uporabljajo ta diskurs, je tudi ena od strategij. Strateška litigacija je tudi zelo prisotna. Recimo na Poljskem obstaja nek think tank Ordo Juris,
ki je taka pravna institucija, kjer poskušajo na različne načine skozi te prijatelj sodišča, amicus curiae in podobno, intervenirati v vse procese pred Evropsko komisijo, pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kadar gre za vprašanje reproduktivnih pravic, za vprašanje spolne vzgoje v šoli in tako naprej. Skratka, na dolgi rok poskušajo to svojo interpretacijo pripeljati noter in pri tem so, se mi zdi, relativno uspešni. Lahko bi še 3 ure govoril, ustavite me, ker ta tema me res mori. Ampak drugega kot to, da izkoristim vsako priložnost in da poskusam težko sicer mirno, ampak vendarle mirno razložiti, da teorija spola ne obstaja. Zato, ker res me jezi to, da v akademskem svetu zdaj vidim, da ljudje uporabljajo izraz teorija spola, kot da obstaja neka teorija spola. Mislim, hudiče, no, a ne morate biti vsaj vi kritični do tega, čeprav moram priznati, da sem tudi sam seveda najprej padel na to teorijo spola, ko sem to prvič slišal takrat v parlamentu 2015, najprej sem mislil, da sem nekaj narobe slišal, potem je pa ta tip ponavljal teorija spola in sem se res preoprašal, čakaj, sem jaz prešprical v sociologiji neko teorijo, ki se enostavno imenuje teorija spola in pojma nima, kdo je avtor te teorije in kaj to je. Tako da, ja, to so zdaj te novi procesi in če nimaš nekih trdnih demokratičnih institucij, ki to preprečujejo, ki spregledajo, da z uporabo demokratičnih orodij, kot je referendum in tako naprej, stvar gre v neke nedemokratične cilje, je hudič. In problem je, da teh demokratičnih institucij ni. Ali pa, da jaz temu rečem, pohod skozi institucije. Te skupine so zelo dobro organizirane na način, da poskušajo lansirati svoje člane v različne odbore, v različne strokovna združenja in tako naprej in na ta način se ta agenda širi. Tako da ne obstaja gender agenda, mislim, obstaja gender agenda v tem, če je enakost vseh agenda, ok, ampak zagotovo pa obstaja anti-gender agenda. In ta anti-gender agenda je agenda, ki izključuje vse, ki niso znotraj zelo ozke definicije nečesa, kar je v neki družbi prepoznano kot normalno in norma. In se seveda predstavlja kot naravno in biološko, ampak vse to je vedno družbeno pogojeno. Ima katera karkoli za dodati? Ja, mogoče, ne, to je teorija spola brez teorije spola. Ne. Pa ni teorija spola. Mislim, teorija spola v narekovaju, brez teorije spola. Problem je, da so oni ugrabili frazo, besedno zvezo teorija spola, ja, ki obstaja, ker so to znanstvena dognanja, če bi jih dali kot teorija spola z različnih področji, znanosti, na ta način. Ja, jaz bi rekel, torej, da obstajajo zdaj je težko v akademskem svetu govoriti o teoriji spola, ravno zato, ker je ta fraza bila ugrabljena in pretvorjena v to krilatico, ja, ki je prazna. Ne? Ampak nobena teorija se tako enostavno ne imenuje teorija spola. Obstajajo različne konceptualizacije spolov, obstaja recimo performativnost spolov kot teorija in tako naprej. Vsaka teorija ima nekega avtorja, avtorico, ne obstaja pa teorija spola per se in hudiče, dajmo nehati to uporabljati in reproducirati. Ja. Saj mi, oprosti. Vem, ampak problem je, da to bi lahko bila čisto zelo uporabna besedna zveza za produkcijo teorije z področja spola. Hočem povedati, ampak danes je o tem zdaj prav zato težko govoriti, ker je ta besedna zveza ugrabljena in plasirana kot krilatica. Ja, ampak mislim, da nimamo težave, ker vse različne teorije, ki govorijo o spolu ali spolih, imajo neko specifiko, da jo lahko po tej specifiki poimenujemo. Jaz mislim, da bi tudi če, mislim, teorija spola je tako general, tako splošno, da
da si težko predstavljam, da bi obstajala ena teorija, ki bi si lahko uzurpirala tako osnovno ime. Ne, mislim, to je, teorija spola bi lahko bila čist verodostojen opis za sklop, torej multidisciplinarnih, interdisciplinarnih, transdisciplinarnih spoznanj vednosti o spolu. Temu bi jaz rekel Ne? študije spolov. Recimo, ne. Ja, študiji spolov so že bolj, bi rekli, disciplinski nivo, ne, recimo, ampak problem je torej, da je zdaj, torej, to je zdaj, problem je, ne, ker že to je zelo antiteoretsko zdaj postalo, to je problem. Problem produkcije teorije na področju, ne. Je pa zanimivo, da smo Slovenija in Francija, kolikor jaz vem, edini državi, kjer prvenstveno govorijo o teoriji spola, povsod drugod govorijo o ideologiji spola in v tem smislu je oznaka ideologije spola mogoče, kako ne rečem, bolj pravilen izraz za to, kar želijo sporočiti. Zanimivo je, da se je pri nas to pojavilo. Tudi ideologija spola ni. Ideologija je Jasno, čisto običajen ne, akademski, analitski koncept. Ja, ampak saj ne sklicujejo se na neko teorijo, ne, kot tako. Sej to, ne, ja. Ja, jaz mislim, da itak zveni preveč tako lepo, da bi bilo res, ne, da bi to lahko zajelo. Lahko se pa reapropriira oziroma apropriira, ne. Ampak... V resnici je teorija spola veliko bolj zahtevna reč kot njihova teorija spola, ne. Ljudje lahko dobijo, aha, a to je teorija spola, me razumeš? To je zelo antiintelektualno, ljudje, ne, to je, ne, ker se uporabi takšno besedno zvezo, ne, zelo, ne, antiteoretsko, ne, v resnici so teoretizacije spola nekaj zelo zahtevnega. Ne, teorija spola, tako kot jo uporabljajo, je v bistvu samo diskurzivna oznaka za mobilizacijo in sprožanje politik strahu. Vsebinsko je pa to prazno in ta praznina, ta populistična praznina je tista, ki je pravzaprav učinkovita. Zaradi tega, ker ne rabiš nobene vsebine. Oziroma v to vsebino v smislu politik strahu lahko daš karkoli. Danes je primarno to transspolnost, ampak lahko tudi so istospolne poroke. In jutri bo pa, kaj pa jaz vem kaj. Ne? Karkoli lahko tukaj noter postaviš. Ne? Absolutno splav in tako. Ja. Hvala, Roman, za ta zelo jedrnat, malo čustveno spodbujen zaključek o tem, kako prazna je teorija spola, ki pa je vsekakor zelo nevarna in zelo antifeministična. Vesna, ti si že na začetku, ko si nam v bistvu predstavljala feminizme, ki so te nekako navdihnili, si govorila o feminizmu, ki se ga lahko tudi razume kot ekofeminizem. Torej, govorila si o tem, kako ti je določen prizor oploditve krave in posledično spodbudil zelo neprijetne občutke. In se mi zdi, da je ekofeminizem, vsaj toliko, koliko jaz opažam v zadnjem času, spet se ga nekako prebuja. Ne? Ni več... En čas ni bil tako zelo pojaven, zdaj se mi pa zdi, da sploh nekako znotraj podnebnega aktivizma, da se ga vedno znova obuja. In bi te prosil, če lahko se malo opredeliš do njega. No? A je bolj feminizem ta varen, kje so njegovi elementi antifeminizma zdaj? Ja. Ja, mislim, meni je bil pač vedno blizu z tega vidika, ker se nekako iskala, kako združiti pač vse te različne, kako bi temu rekla, ne zdaj toliko svoje interese, ampak recimo to pač, ja, veganstvo, se pravi problematika človeškega odnosa do živali, ki je specifična, problematika človeškega odnosa do tega, kar imenujemo okolje in hkrati pač dejstvo, mislim, lezbištva, feminizem, potem recimo nek kontekst tega, da prihajaš iz ruralnega okolja, se pravi pač vse to nekako mi je vedno predstavljalo, kako pravzaprav, ker se znajdeš v različnih kontekstih, ki nekako izključujejo dostikrat en vidik recimo tega, ne, kako pač to združiti, ne. Ampak recimo se mi ne zdi, da
ekofeminizem ima malo se mi zdi prijela ta neka negativna oznaka, ker je doskrat bil zelo binaren in to je bil ta njegov problem, oziroma da je šel na to linijo, ja, pač ženska kot neka, ne, ima ta čut za živali, čut za okolje, ne. Je pa zanimivo, na kak način se v bistvu, dobro, čeprav obstajajo recimo tudi izjeme, ne, recimo Carol J. Adams je pač odlična ekofeministična avtorica, ki je pač tudi zelo ključna za pač kritične animalistične študije oziroma za res to produktivno povezavo z pač živalskega vprašanja z feminističnim, pač z njenim odsotnim referentom, ki je pač res tak eden ključnih teoretskih pojmov, ne, ki se potem nekako, se pravi to, da pravzaprav seveda patriarhalna kultura pač na nek zelo podoben način zatira tako ženske kot živali in da potem tudi znotraj feminističnega diskurza na kak način se pravzaprav uporablja podoba nasilja nad živalmi v namene prikaza nasilja nad ženskami in gre potem v bistvu za neko tako dvojno zanko, dvojnega zatiranja. Tako da ona vsekakor, ne, tudi ona je bila, se mi zdi zelo, pač to njeno delo je pač zdaj neka taka klasika na tem področju, ne, se pravi ta Sexual Politics of Meat, ja, pa potem tudi še ta neka njena kasnejša, kjer tudi v bistvu opozori na to, na kak način se je znotraj recimo samega konteksta živalskih študij ali pa kritičnih animalističnih študij, kritičnih živalskih študij tudi kanoniziralo recimo, ne, določene avtorice, avtorje, ne, pač recimo vemo, da recimo lahko gremo že do tako imenovanega prvega vala feminizma, ne, recimo že sufražetke so pač imele vegetarijanske restauracije, so nekatere znane so se pač prehranjevale in potem pač potem tudi recimo kasneje, recimo meni je bila vedno zanimiva ta relacija pač Singer, ki velja za pač nekoga, ki je populariziral sam izraz speciesizem in pač njegovo delo Animal Liberation velja kot neko tako zelo velik mejnik, ampak pač treba je vedeti, da v tem istem času so pač v Oxfordu delovali že pač Ita Richard Ryder, ki je pač sam skoval to, po analogiji z seksizmom je bil skovan specizem, takrat kot oblika diskriminacije, danes je pač to že problematizirano in seveda je pač ustrežno še da rečemo recimo, da je pravzaprav to neka oblika prevlade ali pa celo ideologija, recimo nekateri teoretiki, teoretičarke. Skratka, kar hočem povedati je, da je takrat bilo zelo intenzivno dogajanje in da je bil pač Singer pravzaprav nek obrobna figura na nek način, ne? In potem je bil pa še cel ta krog feministk v Oxfordu, recimo Bridget Brophy, ki je tudi pisateljica, tudi biseksualka, recimo ona je bila ena prvih, ki je pravzaprav v časopisu imela en članek na temo pravic živali, nastopa na konferenci, se je potem izdal zbornik, ne? Ampak to je recimo eno tako zelo nepoznano področje, če ne greš pač res specifično v to, ne, pač ok, vsi bomo šli brati tega Singerja, v redu pač nekatere stvari so pač tam, kjer so, dosti je pa seveda pač nekega utilitarnega šita, ki pač je popolnoma neuporaben, ne. Medtem ko pa so recimo že nekateri takrat imeli misel, ki je bila dosti bolj nekako radikalna ali pa bolj kritična do nekaterih vidikov. In to je recimo ena zadeva, no, kaj pa zdaj, če se vrnem nazaj na ekofeminizme, zelo zanimivo je, na kak način se zdaj to preoblikuje. Recimo meni izjemno zanimivo področje je queer ekologija, ki tudi seveda kot nek odvod tega, kjer se mi zdi, da se queer ravno skuša nekako širše uporabiti kot predvsem kot nekaj, kar problematizira binarnost, in dobro, ena linija je potem, ok, zdaj gremo iskati neko raznolikost spolnega in seksualnega izraza v živalskem svetu, ampak ne gre toliko za to, ne. Gre za mnogo več, pač itak vemo pač, mislim, dvojica narava kultura se je vedno pač uporabljala proti LGBT plus osebam in tukaj nekako gre za problematiziranje tega oziroma za nekako reartikulacijo tega, ne. Potem imamo seveda pač novomaterialistične, posthumanistične avtorice od Haraway dalje, potem do Karen Barrett,
ki dosti piše recimo ravno o tem, ne, da so pravzaprav atomi kvir, da so delci kvir, da je svetloba in valovanje kvir. Mislim, neka taka zanimive spekulativne misli, no. Potem pa je še ena zadeva, ki pa se je pojavila znotraj nekega novega polja, ki se je recimo oblikovalo leta 2015. Nekako pobudnica tega polja, imenovanega veganske študije, je Laura Wright in že recimo v svojem prvem delu, pač The Vegan Project, Women and Animals in the Age of Terror, nekaj takega, mislim, da je naslov, že recimo problematizira oziroma spostavi takoj to povezavo, ne. In potem recimo tudi ena izmed kasnejših, ena zelo zanimiva avtor je Emilia Quinn, ki potem skuša pojem campa reartikulirati v tem kontekstu. Recimo piše o vegan campu, ne, in da recimo primer Lady Gage, ki se je oblekla v meso in zrezke, ne. In nekako tudi recimo to je zelo zanimivo, ne, recimo ta belgijska filozofinja Vinciane Desprez piše dosti o tem, da ne, živimo v nekih takih apokaliptičnih časih, ampak da pravzaprav potrebujemo to neko, ona temu reče passions of joy, ne, in recimo ta vegan camp gre ravno na to, ne, v bistvu ti kot nekdo, ki se ukvarja s tovrstnimi temami in pač je recimo vegan, ne, kar je tudi zelo zanimivo, ne, in ne, kako pravzaprav je veganstvo opredeljeno, ne, ker je zelo nejasna definicija, ne, tudi tu ne moreš biti ti, mislim, v svetu kot je si težko pač strogo vegan, ne, to je pač dejstvo in gre za to, da pač ti narediš čim več, ne, čim bolj, ne. No in ona nekako skuša prek tega vegan campa pokazati ravno na to, ne, pač če se ti ukvarjaš s temi temami, to si nenehno soočen pač z enormno količino oziroma nekim nenehnim zavedanjem, ki je pravzaprav del tebe o pač ubijanju, o pač nekih biti, kar pač ti jasno vidiš kot problematično, ne, in dostikrat recimo tudi aktivisti pač so kar tudi, ne, podobno mogoče kot za trans problemom, ne, so tudi pač, mislim, ni zato glih fajn, ne, zato je duševno zdravje, ne, bi človek rekel. In tukaj prek tega vegan campa se ravno skuša ta nek obrat narediti, ne, kako pravzaprav te neke podobe, kot je pač Lady Gaga oblečena v zrezke, kako jih nekako videti drugače oziroma kje pač iskati te neke mogoče vseeno svetlejše točke tovrstne problematike, kako bi pravzaprav sploh to, no. Tako da, ja, to nekako. Hvala, zdaj pa bi v bistvu še podvprašanje zate in sicer ful smo govorili o praksah, kako je pa pomembno, da je feminizem tudi praksa in ti si na fotki, ki si jo poslala za predstavno, za ta event danes, v gumiškornih in ješ jabolko in v opisu si povedala, da si tudi branjevka. Kako pa v teh okoljih, ki so zelo življenjska, vezana bolj na ruralne prostore, torej vse, kar poskušamo tu že cel večer govoriti v teh prostorih, je toliko pomembno, kako se neke življenjske prakse udejanjajo, kje pa tam prepoznavaš, zaznavaš feministične vsebine? Ja, jaz sem se danes prvič v svojem CV-ju avtirala kot branjevka. Ja, to je v bistvu pač moje sobotno delo, v bistvu pomagam moji mami, no, ki se s tem ukvarja, no, ker je pač pred 5 leti mi je oče umrl, pa je potem pač preko tega pomagam, no, ker pač to njej materialno in čustveno nekaj pomeni, meni pa pač pomeni nek dušni mir, no. Ampak ja, pač to je recimo meni bilo vedno ena izmed ful zanimivih nekako aspektov, no, in pač v zadnji knjigi, no, pesniški zbirki sem nekako pač skušala pač razmišljati ravno o tej povezavi, ne, se pravi nekdo, ki pač je lezbika, pač prehaja iz ne samo ruralnega, ampak kmečkega okolja,
ki je pač izjemno grozljivo, tradicionalno okolje v smislu družinskosti in v smislu, ne, v bistvu pač tega, da ti pač vodiš neko heteroseksualno življenje z otroki in pač nadaljuješ delo na kmetiji, ne, kar pač jaz izrazito nisem bila za to, ne. In ves čas nekako čutiš ta pritisk, no, tudi če je tihi pritisk, tudi če ni, ne. In ne vem, mislim, da ima Audre Lorde to recimo, ne, da je skušala pisati to, o čemer ni mogla brati, ne, in recimo to je bilo meni vedno zelo pomembno, ne, pač nikjer nisem mogla recimo nekaj brati nečesa o tem, ne, torej pač te povezave, ne, in tudi zanimivo je, recimo pač malo spremljam po Facebooku pač to Zvezo podeželske mladine, ki pač nekako je v teh nekih zadnjih projektih skušala problematizirati recimo spol na podeželju, ne, mislim, to je bilo zelo neuspešno, ne, in lahko si predstavljaš, da mislim, neka seksualna spolna raznolikost je popolnoma nevidna v teh kontekstih, ne, in to sem nekako pač skušala pač v tej zadnji knjigi skozi poezijo pač te neke stvari odpreti, no, ki pa pač tudi se mi zdi so popolnoma, ne samo nezadostno naslovljene, ampak popolnoma nenaslovljene, ne, če tudi se pač zdaj dosti več govori o tem, ne, tudi pač se mi zdi, da te agrarne študije malo prihajajo v ospredje, naenkrat se odkriva v bistvu duševno življenje kmečkega prebivalstva, ne, ampak vendarle pa pač te teme znotraj teh kontekstov in znotraj teh skupnosti pač jih preprosto ni, ne obstajajo, ne. In spomnim se, da je bila pač ta neka okrogla miza organizirana, no, tudi pač v kontekstu tega sejma Agra, ki je pač največji kmetijski sejem letni v Gornji Radgoni, ne, in potem je bil pač tak nek opis, ne, kot neka vprašanja, ne, opis nekega dogodka in potem so vprašanja, ali je lahko ženska dobra žena in ali je lahko kmetica dobra žena in mati, je lahko varuhinja okolja in narave, je lahko gospodarstvenica, je lahko političarka. Mislim, ne, to je vprašanje, ki se zastavlja na okrogli mizi, ki je organizirana za to, da pač se bo zastavilo to vprašanje, ali je to sploh mogoče. Skratka, ja, no. Hvala, v bistvu si me zelo lepo privedla do mojega zadnjega vprašanja, pa ne, da jih nimam več, ampak vseeno ura je že toliko, ko je in vas ne želim preveč dolgo več zadrževati. Roman, tukaj upam tudi na kakšno prigodo iz srečanja s katoliškimi zdravniki ali pa kakšen nauk iz tega, če pa ne, pa tudi no pressure. Ampak ja, kako, v katerem jeziku sploh, s katerimi termini, s kakšno energijo o feminizmih, o pluralnosti vsega, o čemer smo govorili, govoriti z antifeministi, pa naj so zelo jasno opredeljeni kot to, ali pa samo pod krinko svoje neke maske. Nimam seveda dokončnega odgovora na to. Ko si me vabil na tole okroglo mizo, se ta dogodek še ni zgodil, ne? In oba dva, ko je bilo to vprašanje zapisano, sva pričakovala, da bom zdaj imel tukaj nek blazen štos v povezavi s to okroglo mizo, ki je pa na koncu bila pravzaprav veliko presenečenje. Mogoče predstavljam si, da deloma tudi zaradi tega, kako sem se sam umestil v ta prostor. Skratka, kot rečeno, ne, ta okrogla miza je potekala na 14. Hipokratovem srečanju v Celju in teorija spola je bila tema in okrogla miza se je začela z memom, ki je imel sliko moških na motorju
in to so bili moški leta 1970. Leta 1924 ali 1923 so bili pa moški na teh električnih balancah in vsi so bili malo bolj debeli, ker oni so bili hunks. Ne. Mislim, jaz sem bil v 70-ih že živ, jaz vem, da vsi moški niso tako izgledali. Druga slika je bila slika Conchite Wurst, kjer je bilo sicer rečeno, da je opravila svojo nalogo v smislu petja odlično, ampak že ime je problematično, predvsem pa seveda brada. In potem je bil še nek kratek video, dejansko sem razmišljal kasneje, če je mogoče šlo za umetno inteligenco. Skratka, bom zdaj opisal tako, kot je bilo to predstavljeno tam. Bili so moški s prsmi na neki modni predstavi. Ni šlo za transspolne osebe, ampak je šlo za, ne vem, skratka zelo jasno je bilo to tako predstavljeno. Moram reči, da ko se je vse to začelo, sem rekel, res sem naiven in ni bilo pametno, da sem prišel sem. Potem se je pa vendarle zgodil preobrat v tem smislu, da se je odprl nek prostor nekega zelo bazičnega spoštovanja sočloveka. Ne želim s tem reči, da je kdorkoli spremenil svoje mnenje, ne želim reči, da zelo jasno smo seveda prihajali z različnih ideoloških pozicij, ampak jaz sem si zadal tisti dan in sem se, moram priznati, psihično pripravljal na to okroglo mizo. Zadal sem si nalogo, da bom obranil vsaj sociologijo pred to oznako teorije spola in tako naprej. In tisto, kar je in mislim, da je bilo pričakovanje, kasneje sem slišal, da so neki mediji katoliški, čeprav razumem, napovedovali, da ta okrogla miza bo dvigala adrenalin in da to bo taka predstava za ljudi in nič od tega se ni zgodilo. Mislim, da je bila ta debata možna zaradi tega, ker so vsi na nek način pričakovali, da bom jaz neka grozna gender oseba bo prišla. Jaz sem pa izpadel precej normalno, prav za nalaž bom uporabil to besedo. In imel sem prostor, kjer sem lahko zelo mirno razlagal biološki spol, družbeni spol, celo sem poskušal na zelo enostaven način razložiti, kako Judith Butler skozi ta poststrukturalistično perspektivo razume biološki spol kot vedno že družbeni in tako naprej. In potem zdrsi, jasno, ki sem jih malo težko poslušal, ampak se nisem na nje odzival, ampak glavnina razprave, ki je šla potem, ki je bila seveda, ni bila o teoriji spola, mislim o teoriji spola, teorija spola na tej okrogli mizi je pomenila transspolnost. To je zdaj ta velik strah. Ampak in potem so bili tam neki medicinci in tako naprej. Ugotovili smo na neki točki, da uporabljamo pravzaprav podobne koncepte, da niso nujno izključujoči. Meni je bilo res tako zanimivo, da je celo z medicinske strani prišla potem sporočilo, da je, ko govorimo o transspolnosti, pomembno, da prisluhnemo tudi transspolnim osebam, njihovemu glasu, da je v teh. Strinjali smo se, da je vprašanje recimo spolov interdisciplinarno, transspolno, torej da različne znanstvene discipline to naslavljajo in celo je bilo rečeno in pomembno je, da so pri tem, ko govorimo o transspolnosti, tudi transspolne osebe prisotne. Tako da, skratka, imel sem občutek, da je bil nek prostor, kjer se je dal do določene mere neka sporočila postaviti in so bila mogoče slišana. Ne delam si utvar, da sem komerkoli spremenil mnenje ali kaj podobnega, ampak vendarle na koncu okrogle mize je prišla do mene ena udeleženka, ki je poskušala razumeti, kako teorija spola ne obstaja, kako to mislim in sva imela dolgo razpravo o tem in ne moram reči, da je šlo za neko škodoželjnost. Šlo je za res iskreno
iskreni poskus razumevanja. Jasno je, da je bil ta večina tega diskurza v smislu tega, boge transspolne osebe jim je treba pomagati in tako naprej. Ne? Bil je ta viktimizirajoči pristop. Celo je bilo rečeno, kar sem potem izkoristil za seveda svoj zaključek, je bilo rečeno, da si, eden od sogovornikov je rekel, da si želi, da bi bilo čim manj transspolnih oseb in čim manj istospolno usmerjenih oseb, ker ve, kako te osebe v naši družbi trpijo. Ne? In potem sem jaz seveda to izkoristil za to, da sem rekel, da ne, ta želja je mogoče lahko čisto dobro namerna, ampak da verjetno na to zelo velikega vpliva nimamo, razen ne, da mi vsi, ki živimo v tej družbi, naredimo nekaj, da ne, te osebe ne bodo trpele, tako kot ne, očitno zelo trpijo. Tako da, bilo je kako naj rečem, no, res nočem disati, zaradi tega, ker bi bilo to nefair. Se mi zdi, da do določene mere je bil seveda ta poskus, res poskus neke resne razprave, veliko potrpljenja, zelo pomembno je bilo, da sem najprej rekel, da sociologija, študiji spolov in tako naprej, niti Judith Butler ne zanika materialnosti naših teles, ne, in tako naprej, ker to so te predstave, ne, v bistvu, in da nihče ne govori o tem, da si spol enostavno oblečeš in slečeš, a veš, to so tako zelo poenostavljene zadeve, ki pa seveda delujejo v smislu teh politik strahu. No? Tako da, evo ti, to je ta izkušnja, ampak mislim, da je bila ta izkušnja možna zaradi tega, ker smo bili v zaprtem prostoru, ker tam ni bilo nobenih medijev, nihče od nas ni tekmoval za to, kdo bo zmagal v tej neki razpravi. Na mizi nismo imeli nobenega predloga zakona, tako kot smo imeli recimo pred leti družinski zakonik in tako naprej in tako naprej. V tem smislu je bila to mogoče možna razprava, ampak nočem pa seveda tega generalizirati, absolutno sem še vedno prepričan, ne nazadnje, ne, so bili taki dialogi, poskusi takih dialogov vzpostavljeni še v kakšni drugi državi, pa vedno neuspešni. Kljub temu, da bi moj odgovor vedno bil dialog, mislim, da večinoma ta dialog nažalost pač ni možen. Ne. Tukaj je bil možen zaradi tega, ker smo res se vsi zelo trudili, ne, da smo iskali neke skupne točke, da smo se sklicevali na znanost, da smo govorili o komplementarnosti in da smo mogoče preslišali vse, kar je bilo v tisti točki ne težko slišati in se nismo na čisto vsak hakelc ujeli. Tako da, tako je to možno bilo. Torej, na nek način bi se lahko rekel, da je bilo tudi zelo performativno? Ne, veš, kaj bom rekel? Jaz bom rekel, da je mogoče možen pogovor, možen dialog, možna razprava z nekom, ki je dovolj odprt tudi na naši strani pravzaprav, ne? Da slišimo drug drugega, da slišimo strahove drug drugega, da mogoče ne skočimo na prvo žogo idiot in ne, pojma nimaš in tako naprej. In seveda je možen ta pogovor, kadar ni v igri, tako kot ti praviš, politikanstvo. Glavnina te razprave je pa povezana dejansko s politikanstvom in tam pa te razprave ni možne. Zahteva pa veliko potrpljenja, veliko razumevanja, da ene stvari, ki so nam mogoče samoumevne, niso nujno samoumevne, veliko potrpljenja tudi v tem smislu, da so to nekatere teme, ki so relativno nove, ki res potrebujejo veliko prostora, da se o njih pogovarjamo, pa mogoče malo naivnosti, s katero sem zagotovo šel v Celje. Bi še želela katera dodati kakšen svoj tip? Se podpišeta pod Romana. Mislim, da je to. Potem pa odpiram še prostor, če ima kdo kakšno vprašanje za katero od gosti oziroma gosta. Ja, sem prosim, če lahko mikrofon uporabiš, da se bo slišalo. Ok, torej imam vprašanje, ker od začetka slišim teorija spola tukaj in v bistvu v svoji glavi slišim teorija zarote.
In me zanima v bistvu lingvistično, ko si izpostavil, da v Franciji in Sloveniji je tako, da se ta izraz pravi teorija spola uporablja. Me zanima, kako je to, kako inducira v bistvu, ker edina teorija, ki večinoma ljudi poznajo, je teorija zarota, ne? V resnici, če nisi akademik, ne? Tako da me zanima v bistvu, če imate neki misli o tem. Mislim, mene veseli, če slišiš teorija zarote, ko slišiš teorijo kot teorija spola, ampak če razumeš to teorijo zarote kot ne teorijo, ki prihaja iz študij spola ali pa sociologije spola ali pa kaj podobnega. La théorie du genre je v Franciji, oni, mislim, da gender, ne vem, kako je v francoščini, ta genre je prevzet iz angleščine verjetno. Ne? V tem, recimo, pri nas bi lahko rekel gender teorija, ne vem, celo so prevedeli teorija spola, ampak hočem reči, ne, ta beseda gender se, tako kot sem že prej omenil, ne uporablja zato, da se še bolj straši, da je ta vtis, nekaj nam je usiljeno, ne, in nekaj nam je usiljeno zdaj iz zahoda, ne vem, iz butastih akademskih krogov, ne, ki nimajo stika z realnostjo in realnim življenjem in tako naprej. Tako da, oprosti, kaj je bilo vprašanje? Sem odgovoril, ok. Ja, moramo biti pazljivi, ko rečemo, da je teorija spola teorija zarote. Jaz mislim, da je to teorija zarote, ampak ni teorija zarote, ki bi izhajala iz feminističnih ali pa LGBT in tako krogov, ampak je skonstruirana teorija zarote, s katero populizmi današnjega dne strašijo ljudi na ravni vprašanja spolov, odnosov med spoloma, družinskega življenja, partnerskega življenja, seksualnosti. Zato, ker so te politike izpraznjene in nimajo druge vsebine in je preprosto najlažje na ta način mobilizirati ljudi. Zaradi tega, ker jim pravzaprav zelo enostavno sporočajo, ti, tvoji otroci, tvoja družina je ogrožena. Ne? Hvala. Še eno vprašanje imamo? Ne, v bistvu sam komentar k temu, da mogoče bi bilo, bi pomagal čist izradi jasnosti reči, da je koncept teorije spola teorija zarote, ne da je teorija spola teorija zarote. Ne. Čist mogoče bi nam pomagali nekako te zadeve jasnej, boljš pojasniti. No. Jaz mogoče niti ne bi rekel koncept, zaradi tega, ker ko rečem koncept, s tem dam neko težo temu, izmišljotina, oznaka teorije spola je teorija zarote. Ja. Tako. Zdaj pa ne vidim več nobenih rok. Ne. Potem pa prosim, zahvalite se z mano Romanu, Vlado in pa Vesni za vse uvide, za čas in hvala tudi vsem za poslušanje in prisotnost. Lep večer.